dogodku o slovenskem turizmu, ki ga že, tako kot je bilo rečeno, 8 leto organiziramo skupaj s partnerskimi organizacijami in ki združujejo vse pomembnejše dogodke. Danes se bo poleg plenarnega osrednjega dela Dneva slovenskega turizma se bo v teh dneh zvrstilo še več drugih dogodkov, gostinsko-turistični zbor, slovenski turistični forum, Moja dežela in številni drugi. Minister je prej zaključil z ciljem strategije. Letošnja tema Dneva slovenskega turizma podpira ključni cilj strategije, to je kako do višje vrednosti turizma. To je naloga vseh nas. Na slovenski turistični organizaciji izvajamo promocijske in razvojne aktivnosti, ki podpirajo realizacijo ciljev, realizacijo večje vrednosti, pa bom omenila samo nekaj aktualnih projektov, ki to podpirajo. Pripravili smo projekt za spodbujanje 5-zvezdičnih doživetij. Oblikovali smo kriterije za 5-zvezdična doživetja, razvili znamko Slovenija Unique Experiences, objavili smo poziv za destinacije in ponudnike, prvi poziv in prvo odpiranje bo 15. novembra. To je tak prvi projekt, s katerim želimo vplivati na oblikovanje doživetij višje dodane vrednosti. Spodbujamo inovativne projekte, ki vključujejo tudi nove tehnologije, ki izboljšujejo atraktivnost produktov. Danes bomo razglasili Sejavca 2018, nagrado za inovativnost. V okviru dogodka Kreativni kafe, ki je tudi novost letošnjih Dneva slovenskega turizma, pa se bodo predstavili letošnji snovalci, poleg tega pa inovativne ideje, ki so jih lanskoletni zmagovalci, se pravi na lanskih Dnevi slovenskega turizma, potem tudi v tem letu uresničili. Predstavljene bodo pa tudi 3 najboljše zasnove digitalnih aplikacij letošnjega hekatona na temo kulturne pustolovščine na dlani, kar je uspešen primer sodelovanja z Ministrstvom za javno upravo, kulturo in STO. Potem naprej, v skladu z novo organiziranostjo v turizmu smo oblikovali model 4 makroregij in znotraj njih aktivno sodelujemo, podpiramo vseh 34 destinacij pri razvoju produktov, doživetij in ravno ta teden bomo lansirali podrobne predstavitve vseh teh 34 destinacij na našem portalu, vključno z vsemi doživetji in produkti, ki jih imajo. V teku je tudi oblikovanje Akademije za trženje turizma, tudi za podporo razvoju, usmerjanju turističnih tokov, oblikovanju produktov. To je v bistvu neke vrste nadgradnja digitalne akademije, ki že na STO-ju poteka 2 leti. V promociji nadaljujemo z digitalnim trženjem, osredotočenje na digitalno trženje, gre za globalne digitalne kampanje, usmerjene digitalne kampanje, aktualno kampanjo 2 milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo. Trenutno izvajamo v termalno-panonski regiji, zaradi odličnih rezultatov, ki smo jih na tem področju dosegli. In vse te kampanje bodo pa po današnjem lansiranju nove kreative potekale še bolj na izkustveni, čustveni ravni. In nova kreativa, ki jo bomo danes razkrili, bo še bolj podprla zeleno, aktivno in zdravo Slovenijo, podprla bo še bolj znamko I Feel Slovenija in v bistvu predstavlja odgovor na nove trende v turizmu, ker turisti iščejo nekaj individualnega, iščejo nova, avtentična, edinstvena doživetja. In pa odgovor je na novo vizijo Slovenije kot zelene poklicne destinacije. Tako da vas vabim, da se po novinarski konferenci pridružite pri lansiranju in predstavitvi komunikacijske rešitve ob 11. Potem bi omenila prestižne dogodke, ki jih gostimo v Sloveniji. Naslednji teden bomo gostili prvič v Sloveniji mednarodno borzo goljskega turizma IGTM. To je največji poslovni dogodek v turizmu letos. Gostili bomo 1400 udeležencev borze. Potem k uresničevanju vizije in višji dodani vrednosti, o kateri danes govorimo, prispevajo tudi konkretni ukrepi spodbujanja trajnostnega turizma. Veste, da smo razvili edinstveno shemo, zeleno shemo slovenskega turizma, katere vrednosti je prepoznala tudi Evropska turistična komisija in prejšnji teden na Nizozemskem je Slovenija postala soustanoviteljica Global Leaders Network, ki ravno našo slovensko shemo postavlja za primer dobre prakse.
Sicer vse naše turistične produkte razvijamo v smeri uresničevanja višje vrednosti, pa ne gre za kongresni turizem, goljski, zdraviliški, bi pa danes izpostavila gastronomijo. Slovenija dejansko postaja vrhunska gastronomska destinacija. V zadnjih dveh letih nas je prav gastronomija pozicionirana na lestvice najbolj atraktivnih gastronomskih destinacij. Posebej smo ponosni na včerajšnjo, tudi uradno podelitev naziva torej Evropska gastronomska regija 2021 v Bruslju. Z nami ste bili julija, ko nas je komisija obiskala, prepričali smo jo res zaradi te povezanosti, navdušeni so bili, da koliko partnerjev sodeluje pri tem projektu, kako smo usmerjeni v trajnostni turizem, navdušeni so bili nad inovativnostjo mladih šefov in s kakšnim entuziazmom delajo vsi na področju gastronomije. To je bilo nekaj ključnih aktualnih projektov, s katerimi se trudimo realizirati torej vizijo, strategijo in si prizadevamo za višjo vrednost. Mogoče še samo nekaj podatkov aktualnih glede statistike. Kot je že tudi minister rekel, pričakujemo tudi leto še eno rekordno leto slovenskega turizma, se pravi nadaljevanje rasti. Ocenjujemo, da smo od januarja do avgusta zabeležili 9% več prihodov, 15% več tujih prenočitev, pri tujcih 14% več prihodov in nekje 20% več prenočitev, kar je dobra novica, da se v letošnjem letu tudi podaljšuje doba bivanja. Tako da jaz bi s tem zaključila, potem pa, kot rečeno, vabljeni na predstavitev nove kreative.